Kaj je tvoja vizija? Še pred časom je bil moj odgovor na to vprašanje vedno, da bi rad igral na Ernst Happel stadionu na Dunaju. Kako je velik ta stadion, koliko ljudi sprejme? Mislim, da ne me držati za besedo, ampak med 60-70 tisoč ljudi. Vsakič, ko nekaj novega ugotovimo v šolskem sistemu, se mi samo potrjuje to mnenje, da je povsem zgrešen. Mi je težko gledati, čemur so danes izpostavljeni otroci, ki dobijo mobilne telefone na začetku osnovne šole. Spomnim se, ko je mama prišla iz NLP-ja, smo enkrat sedeli v dnevni sobi, pa nam je rekla, napišite si kratkoročne cilje, pa dolgoročne cilje. In jaz sem pred kratkim nekje našel dolgoročne cilje in še vedno sledim. Niso dovolj sanjene, pač treba narediti korak in dejansko proti tem sanjam delati. Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi podcasta. Hvaležen, da je z nami čudovit gost, mladi glasbenik Janez Ivačič. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na naše delavnice, vas vabim, da napišete, da ste poslušali ta podcast, da so vam vsebine, ki jih pripravljamo, všečne in tudi napišite, kaj še bi radi slišali v okviru naših podcastov. Janez, jaz sem res hvaležen, počaščen, da si z nami. Zdravo. Kako nekdo pri 19, koliko si zdaj star, že tako močno v sebi ve, da bi rad postal glasbenik? Meni se zdi, da sem jaz od malega nekje v sebi vedel, da hočem biti glasbenik, specifično pevec. So se pa moji interesi zelo skozi leta razvijali, spreminjali, marsikaj me je zanimalo, ampak to, da pa bi rad postal pevec, pa je vedno ostajalo z mano. Tako da v bistvu to nosim s seboj že celo življenje. Se spomniš, kdaj si najprej na to pomislil? Nimam nekega specifičnega spomina, kdaj bi to bilo, ampak vem, da je bilo že zelo, zelo zgodaj v osnovni šoli, če ne še prej, ker sem v 3. razredu že organiziral razredno Eurovizijo, samo zato, da sem lahko nastopal na njej. Jaz se spomnim, ko sem te prvič spoznal, je bilo na delavnici NLP za najstnike v Mariboru in takrat sem vprašal, kdo si želi nekaj zapeti. In ti si takoj dvignil roko. Kako si imel tako samozavest, da si to tako enostavno naredil? Ja, jaz sem veril, da kjer je petje, tam sem jaz, ne. In ko si vprašal, če bi kdo kaj zapel, je bila to v bistvu idealna priložnost za mene, da spet nekaj zapojem, ker jaz res to delam iz srca, to delam neizmerno rad. In kjer je le bila priložnost za nastopanje, sem jo jaz izkoristil in ti si mi dal to priložnost tam. Zdaj, ogromno ljudi si želi narediti nek preboj ali pa uresničiti neko srčno željo, hkrati pa ne naredijo nobenega koraka. Kaj si ti vse do sedaj že naredil, da boš udejanil ali pa uresničil to željo, ki jo imaš? Ja, v bistvu vse, kar delam, je usmerjeno proti temu, da bi postal to, kar si želim. Specifično, kaj vse sem že naredil, je na primer absolutno pomemben korak to, da so me starši, ko sem bil še pač v osnovni šoli, že v 1. razredu pač vpisali v glasbeno šolo. To ni bil specifično moj korak, razen to, da sem se pač odločil, da bi igral klavir. In potem sem obiskoval glasbeno šolo vseh 8 let. Potem pa sem vpisal še glasbeni konservatorij, kjer sem nadaljeval v smeri klavir in pa v 2. letniku začel potem tudi z solopetjem, ko se pač nehal mutirati, ker prej ni šlo. Sem pa v bistvu vpisal klasično solopetje potem na konservatoriju. Zdaj, jaz sem klasično solopetje vpisal v bistvu takrat z nekim namenom, da bo to v bistvu neka podlaga za moje kasnejše udejstvovanje kot v bolj popularnih vodah, ki so me takrat zelo, zelo vlekle. Pisal sem tudi svojo glasbo, v bistvu še vedno jo in bom vedno na nek način tudi v tem. Me je pa potem
zelo potegnilo tudi v klasično petje in grem zdaj naprej v tej smeri. Torej, študij, katerega boš sedaj nadaljeval, ima nek prav poseben naziv. Kaj že boš se učil zdaj? Ja, v bistvu študij nima nekega zelo posebnega naziva, gre za študij solopetja. Ja, Kar je zanimivo, mogoče malo bolj nenavadno v tem mojem specifičnem študiju, je to, da sva s profesorjem v bistvu ugotovila, da imam možnost, da se razvijem v smer kontratenorja. Tu pa gre v bistvu za moški glas, ki poje v obsegu alta ali pa celo soprana. Moj obseg trenutno je nekje vmes mezzo sopran, na primer. In bom v bistvu študiral v tej smeri, kar je nekaj drugega, kar sem počel v bistvu v srednji šoli, ko sem pel v svoji klasični legi baritona. Tako da to je mogoče zanimivo. vem, da si ob neki priliki še v osnovni šoli za pusta vzel kitaro in kar šel igrati na ulico. Kaj si imel za eno motivacijo, oziroma kaj te je takrat motiviralo, da si to naredil? Jaz mislim, da je moja motivacija takrat bila predvsem nastop. Zelo rad sem bil pred publiko, zelo rad sem imel, da me pač poslušajo, ko pojem, ker sem to res neizmerno rad delal. In ne vem, zakaj je prišel ravno tako, da se je to zgodilo za pust, ampak mogoče celo zato, ker je bilo takrat največ ljudi zunaj na ulici. Ampak jaz sem v bistvu si s tem organiziral svoj koncert, do katerega je pač težko priti, predvsem v osnovni šoli. Torej, ti si v bistvu šel na ulico, začel peti, ljudje, ki so hodili mimo, so te poslušali in to je bil tvoj koncert. Ja, poslušali, nekateri so mi pa tudi prinesli krofe, pa nekdo mi je prinesel en šop banan, pa so rekli, domov še nesi. Ampak moja motivacija ni bila to. Moja motivacija je bila nastop. Se ti kdaj zgodi, da na samem nastopu narediš kakšno napako? Absolutno. Absolutno, to se je dogajalo predvsem na klavirskih nastopih, ker je to je res, mislim, biti pianist je ena strašno zahtevna zadeva. Zato, ker delajo dejansko vsi faktorji v možganih. Ti delaš z nogo na pedalu, z rokami, itak z vsakim prstom posebej, z obema rokama naenkrat. Hkrati moraš poslušati in lahko se zelo hitro pojavi napaka. Moraš biti ves čas blazno prisoten, hkrati pa tudi ne preveč prisoten, ker če pa preveč razmišljaš, pol se pa tudi lahko začnejo pojavljati napake, ker iz nekega avtomatizma je vseeno treba delovati. In tam so se mi pojavljale napake, predvsem zato, ker sem v prvem, drugem letniku razvil neko močno tremo pred nastopanjem s klavirjem, ampak v bistvu so mi vsi ti nastopi, ne bom zdaj rekel neuspeli nastopi, ampak nastopi, v katerih so se pojavljale napake, so mi na koncu dali več kot vsi tisti nastopi, na katerih ni bilo napak, ker tisti sem pač odigral, sem prišel dol, vsi so rekli, wow, kako je bilo super. Na tistih nastopih, ko pa je šlo kaj narobe, pa sem potem lahko razmišljal, zakaj je šlo narobe, da naslednjič ne bi šlo narobe, in sem se v bistvu več naučil iz tistih nastopov, kjer so se kakšne napake pojavile. Rekel si, da si dobil nek strah ali pa da je bilo neko obdobje prav na začetku srednje šole, ne, ko ti niso šli ti nastopi najbolje. Kako si to premagal? V bistvu mislim, da sem to premagal z vrnitvijo v neki bolj otroški mindset. In sicer, ko sem bil pač otrok v osnovni šoli, mislim, še vedno sem otrok, ampak sem vedno, ko sem nastopal, vedno, ko sem pel izključno zato, ker sem to rad počel. Izključno zato, ker sem to rad delal za sebe in ker to je bila tudi vedno moja motivacija, ker to rad počnem. In v srednji šoli se mi zdi, da sem potem na eni točki pač začel preveč igrati za ljudi, ki so me poslušali, za profesorje, za ocenjevalce na kakšnih tekmovanjih. In ravno to mi je potem dalo ta nek strah, kaj si bodo drugi mislili o tem, kak igram. In prekinil sem pa ta urok s tem, da sem se vrnil v ta moj otroški mindset, da igram za sebe, ker to rad počnem. In je to v bistvu tisto, kar je pomembno. Bravo. Torej, nasvet za vse, ki nas poslušajo, je to, da
igrajte za sebe, oziroma delajte to, kar delate za sebe, ne se ukvarjati s tem, kaj si drugi mislijo. Ja. In absolutno delajte to, kar radi počnete, ne, ker drugače ne gre. Koliko časa zahteva za nekoga, ki se tako kot ti ukvarja profesionalno z glasbo, ta glasba nekega dnevnega treninga, vaje, udejstvovanja? Absolutno ogromno. Predvsem v nekih zgodnejših fazah je zelo pomembno, da imaš pač neko rutino, da je ta vaja v bistvu kontinuirana, da se ne prekinja, oziroma da se vsak dan vadi določen čas in da se to pač ponavlja. Zaradi tega, ker samo z vajo pač lahko prideš do tistega rezultata, ki pač na koncu je, ne vem, nastop ali pa kakorkoli neko snemanje. Zdaj te vaje pa lahko trajajo tudi po več ur v srednji šoli, potem se lahko vaja podaljša tudi do 7-8 ur, 6. Torej, toliko ur lahko ti v enem dnevu porabiš za vajo. Ja. Kako se motiviraš, da si sploh prisoten? Fizično in... Dejansko motivacija je rezultat. Je to, kaj bo na koncu. Ampak je pa težko, ker je treba pogosto pač ponavljati isto frazo neskončno krat, dokler ne gre, ker nima smisla iti naprej, dokler ne gre nekaj, kar je bilo prej. Zagotovo je zelo pomemben del te vaje, da pač si sposoben vzeti tudi pavzo vmes. Ne moreš biti skoncentriran 6 ur skupaj. To je nemogoče, ker možgani ne morejo tako dolgo skupaj dejansko funkcionirati tako, da bi vsaka minuta te vaje bila koristna. Zdaj, vaditi 6 ur, pa biti z mislimi povsem druge, pa je v bistvu več škode kot koristi. Tako da jaz sem na pol ure večinoma imel odmor, ampak to pač ne odmor, da sem zdaj šel na kosilo pa za 2 uri nekam, ampak tudi po 5 minut odmora, da se vstaneš, magari do okna, samo odpreš okno, malo dihaš, toliko, da grejo možgani nekam čisto drugam, da se lahko potem vrnejo v fazo skoncentriranosti. Ker biti zbran 6 ur je blazno naporno. Torej, ti si vadil klavir recimo pol ure, pa si šel malo do okna, pa spet pol ure in to si počel recimo 6, 7, 8 ur. Mislim, da jaz 8 nikoli, ampak 6 pa. 6 pa je v najboljšem obdobju, zagotovo. Bravo. Tvoja mama je tudi naša NLP tečajnica oziroma udeleženka in tudi ti si neke te tehnike NLP-ja prenesel verjetno preko nje in tudi na delavnici v svoje življenje. Ena izmed stvari, ki jo počneš res odlično, je tvoja organiziranost. Kako si ti organiziraš svoj čas, da uspeš opraviti toliko stvari naenkrat oziroma v nekem časovnem okvirju? Jaz imam zelo močno začrtane cilje, kaj se želim doseči in tudi kdaj si to želim doseči. In večinoma jih postavim tako, da če jih želim doseči takrat, ko sem se odločil, pač ne gre drugače, kot da si razporedim čas točno, kdaj bom kaj počel. To ne pomeni, da si nikoli ne vzamem prostega časa, absolutno ne, ampak vem, kdaj je ta prosti čas in kdaj je čas, da naredim tisto, kaj sem hotel narediti. Zdaj, zagotovo pač imam vse svoje obveznosti zapisane. Če jih ne bi imel zapisane, bi jih spustil, ker pač tudi ko pišem pesmi, ko delam neke stvari, so v moji glavi druge stvari in ni prostora, da bi še razmišljal, kdaj še imam kaj, pa kdaj imam tisto, da bi si vse zapomnil. In je čist preprost način, da si jih pač napišem, ker potem so tam in jih lahko vedno pogledam in jih ne rabim nositi s sabo. Torej, imaš neko beležnico, nek zvezek? Tudi. Ja, in tam si napišeš? Vse. Časovnico, kdaj imam kaj. In potem se tega držiš? Večinoma. Koliko je le mogoče. Vedno življenje kaj prinese, kar je nepričakovano, nisi vedel, da boš mogel, to se zgodi normalno, ampak če nimaš nekega plana, pol se ga ne moreš držati. Če pa ga imaš, se ga pa lahko tudi, če kdaj malo zaideš. Torej, spet en dober nasvet, ki ga lahko damo vsem, ki naj poslušajo, ne? Imejte plan, bolje, da imajo nek plan, ki ni popoln, kot če nimajo
plana sploh. In tudi, če kdaj ne uresničijo vsega, kar je bilo na planu, je še vedno bolje, kot če niso imeli nobenega plana. Absolutno. Bravo. Vem, da si nekoč dejal, da si hvaležen staršema, ker nisi dobil mobilnega telefona pred 9. razredom. Res je. Zakaj si hvaležen? Zaradi tega, ker mi je težko gledati, čemur so danes izpostavljeni otroci, ki dobijo mobilne telefone na začetku osnovne šole in grem po ulici mimo osnovne šole, ki je nasproti moje gimnazije, in otroci sedijo pred šolo na zidu, vsak s svojim telefonom in se ne pogovarjajo. In mene skrbi, kako bodo ti otroci razvili kakšne socialne veščine, kako bojo funkcionirali kot odrasli. Mislim, telefon ni bil namenjen za otroke in tudi nikoli ne bo, zaradi tega, ker je treba otrokom dovoliti, da doživijo otroštvo tako, kot je, ne pa skozi nek virtualen svet, skozi neko sfero, ki je umetno ustvarjena. Pa tudi čisto iz praktičnega razloga, ker telefon krade čas. Gre za napravo, ki je bila izumljena zato, da bi nam bilo lažje, da bi nam več časa ostalo, v resnici pa zdaj dela ravno nasprotno, ne? Nam krade čas. Vem, da si v srednji šoli enkrat v 3. letniku kupil telefon samo na tipke, Res je. ki ni imel nobenih aplikacij. Ničesar. Kaj je bila motivacija, da si rekel, zdaj pa ne bom več imel pametnega telefona, grem na neko staro verzijo? Zakaj? Mislim, da je bila moja motivacija to, da sem vedno z vsemi govoril o tem, kako res grozni so ti pametni telefoni, ki te toliko časa poberejo, ki so absolutno škodljivi do neke mere. In ko smo vedno se pogovarjali o tem, sem potem razmišljal, ok, jaz lahko to govorim, ampak kaj bom zdaj naredil glede tega. In takrat je bila pač moja odločitev, da si želim dokazati, da jaz lahko brez tega. In sem lahko brez tega kako leto. Potem pa so pač prišle neke druge obveznosti. Zdaj žalostno je, da smo družba, kjer pač je funkcionirati v tej sodobni družbi skoraj nemogoče, brez da imaš Messenger, brez da imaš nek WhatsApp, ker so v vseh skupinah, se vse skupine prenesejo tudi v virtualni svet in poteka potem neka debata in te povozi. To je žalostno. Tudi zdaj recimo s enim kolegom sva potovala po Skandinaviji letos, sva prišla na Norveško in nisva mogla priti v stik s človekom nikjer. Kjerkoli si prišel, si hotel kaj zrihtati, kako karto za vlak, karto za ono, vse povsod je bilo samo naložiti aplikacijo, naložiti aplikacijo, naložiti aplikacijo. Jaz sem na koncu prišel domov s telefonom, ki je imel toliko aplikacij, da nisem vedel, kaj se dogaja. In to mi je nekako zastrašujoče, zato sem se na eni točki odločil, da se tega ne grem. In tisti čas je bil res super. Mislim, priporočam vsakemu, da vsaj za kak mesec vidi, kak je v bistvu živeti brez tega, da si ves čas dostopen, ves čas prisoten, ves čas vsi pričakujejo, da boš na mail odgovoril takoj. Ko ne rabiš biti ves čas prisoten, si lahko toliko bolj prisoten. Torej, jaz sem pred časoma v družini uvedel nek dan, ki se imenuje no screen time, ko noben izmed nas ne sme pogledati na noben ekran, ne? In to je kar ogromno odpora, sploh pri najmlajših, pri nas v družini ustvarilo, no? Tako da dejansko, kako si ti se odzval, ko si drugim razlagal, jaz nimam pametnega telefona, ker drugi so rekli, joj, ti si nekaj drugačnega, posebnega. In kako si tudi to, kar si zdaj rekel, vzdržal, da nisi bil del nekih skupin, ki so se tam na WhatsAppu, Messengerju dogajale? Pa takrat je še kar šlo. V bistvu sem imel nek mindset, da tisti, ki dejansko rabi nekaj od mene, se bo potrudil, pa bo dobil mojo številko, pa mi bo napisal sporočilo. Ker mi lahko ravno tako napiše vse na sporočilo, kaj bi mi napisal na neko socialno omrežje. Tudi zdaj jaz nimam nobenega socialnega omrežja na telefonu ta trenutek in najprej
je bilo ljudem čudno, je bilo ono, sem ti pisal na Instagram, zakaj nisi pogledal, sem ti pisal tja, zakaj nisi pogledal, zakaj mi nisi odpisal. Ampak zelo, zelo hitro so se vsi, s katerimi se dejansko pogovarjam neke vredne stvari, začeli z mano komunicirati preko sporočil. In ni bilo nobenega problema. Torej, ko te ljudje vprašajo, kje te lahko dobijo, sledijo, kje lahko spremljajo to, kar počneš, rečeš, nimam socialnih omrežij. Rečem, trenutno ne objavljam. Trenutno ne objavljaš. Kot otrok si želel plesati in starši so bili proti, oziroma mama je bila proti, ker si bil že tako preobremenjen z drugimi aktivnostmi in kljub vsemu si ti se vpisal na plesne. Torej, si bil neka vrste upornik. Jaz sem bil vedno upornik. Ja, moja mama je takrat pač bila mnenja, da imam preveč vsega. Mogoče je bilo tudi malo res, ampak jaz sem še zdaj hvaležen, da sta mi na koncu dovolila imeti preveč vsega. Daj povej, kaj to pomeni, da da razumemo. Kaj pomeni Ja, jaz sem na eni točki pač treniral balet, smučarske skoke, glasbeno šolo, potem še standardne in latinskoameriške plese, pa še v šolo sem hodil, pa še na vse možne šolske obveznosti kot zbori in podobne stvari. In pač se mi je zdelo, da je to preveč. Jaz sem, preden sem začel trenirati standardne in latinskoameriške plese, sem si to dolgo želel in sem dolgo nagovarjal, da bi pač mama poklicala plesno šolo in bi jaz lahko šel to trenirati, ampak je nekako rekla, da ne in da bi pač imam že dovolj vsega in da naj tisto rajši se bolj posvetim. In jaz sem v bistvu na eni točki sam poklical in se vpisal na plesno šolo, kamor sem pol tudi hodil. Ko je mama zvedela, kdaj je mama zvedela, da si se vpisal, se je jezila? Ne, ni se jezila. Če imam prav spomin, ne spomnim se dobro, mislim, da je bilo takrat že samo zabavno, zaradi tega, ker je bilo res smešno, da so me sploh resno jemali. Jaz sem bil v začetku druge triade osnovne šole, sem sam klical tja, zdravo, jaz bi se rad vpisal na ples, ne lahko pride. Sem že parkrat šel na trening, ko je mama še razvedela, da sem tam. Poleg glasbe si tudi neka vrste svetovni popotnik. Kako se ti na te odprave odpravljaš? Ja, to je moja velika želja, da bi bil svetovni popotnik, zaenkrat bolj evropski popotnik. Imam enega dobrega prijatelja, s katerim imamo zelo podobne želje po potovanju in na podoben način bi rada potovala. Bolj nam umikajo te bolj divje pokrajine, malo manj obljudene, civilizirane in bolj odročne. Tudi mogoče, ker ni toliko turistov. Letos, na primer, sva se odpravila na tak način, da sva kupila Interrail karto, ki je v bistvu vozovnica za vlak, ki velja po celi Evropi potem. In sva se odločila, da bova probala priti najbolj severno, kaj železnica pelje. In sva res prišla do Narvika in nazaj iz Gradca. Bilo eno čudovito potovanje. Sva šla po celi Švedski do vrha in potem nazaj po celi Norveški in čez Dansko domov, ker so naju sredi noči ob 3 zjutraj vrgli iz vlaka v Kopenhagnu in rekli, da ni več prostora. Kaj te žene, da si tako navdahnjen, ko spoznavaš te različne kulture, narode, kraje? Radovednost. S tem, ko vidim nove kraje, nove ljudi, ne samo, da se naučim ogromno o njih, ogromno o svetu, se pač naučiš tudi ogromno o sebi. Midva sva šla potovat samo z 2 nahrbtnikoma in gorilnikom in moraš se znajti, dosti se naučiš, kaj ti je problem, kje je tvoja cona udobja, kaj ti je preveč. In dostikrat lahko na potovanju to tudi presežeš, če greš bolj ne čisto na tisto najbolj komod varianto. Kaj si ti uspel presežiti, ko si šel na nekomod variante? Jaz sem zelo bil tak človek, da me je zelo motilo, če vlak zamuja, če ni nekaj točno, če avtobus ne pride takrat, ko piše, da pride. Ampak to moraš preboleti, če hočeš priti trenutno čez Nemčijo, ker imajo vlaki po več ur zamude. In od takrat dalje mi to ni več tak problem, ker si rečem, imam čas,
ni v mojih rokah, ko pa vlak prišel, pa prišel. Kar mi je bilo včasih dosti večji problem. Tako da to je mogoče ena taka stvar, ki se me zagotovo na tem potovanju presegel. Glede na to, kaj te poslušam in si že bil večkrat gost tudi na naših delavnicah NLP-ja in te imajo naši udeleženci neverjetno radi, torej si priljubljen tudi z vidika tvojih strategij in delovanja. Me zanima, kaj se ti zdi, da so tvoji starši naredili dobro v sami vzgoji, kar bi priporočil še ostalim, ki naj zdaj poslušajo, mogoče babicam, dedkom ali pa staršem, seveda, kdorkoli naj zdaj posluša, da se ti zdi, da je bilo koristno v tvoji vzgoji čez ta proces. Ja, zanimivo. Nisem nikoli razmišljal o tem, ampak prva in najbolj pomembna stvar, ki se mi zdi, da lahko v tem obdobju rečem, da se meni zdi pomembna, je to, da se otroke čim dlje pusti pri miru brez telefona. Torej, da otrok dobi telefon, ko je to nujno potrebno, ko ga rabi. Ker pač to ni tehnologija, ki je bila narejena za otroke in je ne potrebujejo in bodo dosti boljše funkcionirali brez nje. Dostikrat so pol ti pomisleki, kaj pa če potem bo izpadel iz družbe, kaj če ne bo znal potem, ko bo dobil telefon, nič narediti. Vse se da naučiti zelo, zelo hitro. Te generacije zdaj to ugotovimo zelo, zelo hitro in nihče ne bo za nič prikrajšan, če bo telefon dobil kasneje, ampak ravno obratno. To je ena taka stvar. Potem pa, kar se mi zdi mogoče dobro, je to, da je bilo pri nas sobota vedno dan, ko se pospravlja in mi smo 4 otroci, vsak je imel svojo zadolžitev in jo je pač bilo tudi treba opraviti, ker se s tem pač naučiš tudi nekega reda in ja, nekih obveznosti. Kaj pa glede neke samostojnosti? Ja, zagotovo. Mislim, ko so 4 otroci pri hiši, pač se ne gre z vsakim ukvarjati 100% časa, pa to tudi ni zdravo. In zato pač se pol lahko otrok dosti bolj samostojno razvije, se mi zdi. Pa tudi to, da so nam pustili dosti zelo veliko proste igre. Nismo rabili biti konstantno animirani z nečim, z neko risanko, s to igračko, z ono igračko. Eni mojih najlepših spominov iz otroštva so to, ko smo kako se reče, mrzlimi bratranci, sestričnami, ki so živeli tam v bližini, in z bratom, sestro, smo se po cele dneve preigrali v gozdu in gradili hiške in takšne stvari, ker smo s tem zagotovo razvijali tudi pač neko kreativnost, neko samostojnost. Ko smo pač bili po cel dan sami v gozdu, mogli smo vedeti, kdaj je kosilo, kdaj priti domov in kdaj priti zvečer domov, kdaj bo tema. Tako da take stvari. Zelo dosti smo imeli proste igre. Ko govoriva o gozdu, to je en način, ko se tudi ti sproščaš, ne? Torej, kaj počneš, da si ko si brez recimo glasbe, brez ostalih obveznosti, kako se ti sprostiš? Jaz obožujem sprehode po gozdu, to mi bo vedno en najlepših načinov za sprostitev. In zelo rad potem opazujem, kako se spreminja narava skozi letne čase, kako se spreminja obnašanje tudi najbolj majhnih živalic. Tam, kjer smo mi doma, tudi dostikrat lahko vidiš kako srno v gozdu. To mi je nekaj najlepšega, ker se mi zdi, da sem res prisoten v trenutku, pa tukaj, kar je čisto neko nasprotje nekega virtualnega sveta, kamor pač nas ves čas poskušajo potisniti v vseh sferah. Kaj narediš, da si kreativen? Ker vem, da si napisal kar nekaj svojih avtorskih pesmi, izdal svoj album. Kako pride do tega trenutka, ko zapišeš pesem? Imaš kakšno posebno strategijo za kreativnost? En čas sem zelo poskušal s kakimi strategijami, čisto takimi, čisto fizično, kako napisati pesem, pa kako napisati kitico, pa kako napisati refren, pa kako ono. Ampak nič od tega ni delovalo, ker so bili edine pesmi, ki so mi bile všeč, so bile tiste, ki so prišle neposredno iz mene, iz nekih mojih izkušenj. In mogoče je ena dobra strategija, kako priti do kreativnosti, ki je meni vedno pomagala, to, da se umiriš, da si pri sebi in da probaš
pozabiti vse, kar je okoli in biti samo sam s sabo. Če pa pogledam tudi na drugo stran, pa je tudi ena strategija to, da probaš vsak dan nekaj napisati. Vsak dan in en kup stvari bo slabih. Ali pa niti ne nujno slabih, en kup stvari ti ne bo všeč. Ampak, če vsak dan nekaj napišem, slej ali prej pridem do nečesa, kaj mi je všeč. Tako da. Kje si dobil to strategijo, da vsak dan nekaj napišeš? To strategijo sem prvič slišal, ko je v bistvu povedal Ed Sheeran, ki je bil dolgo moj idol, in ga še zdaj zelo, zelo spoštujem. On je rekel, da vsak dan v letu napiše eno pesem, ko so ga vprašali, kako ima toliko hitov, in da potem pač ni čudno, da toliko pesmi pa vendarle uspe. Torej, Ed Sheeran v bistvu vsak dan napiše eno pesem, to je 365 pesmi na Ja. leto. In to, če počne več let, se kar naenkrat nabere ogromno Ja. slabih pesmi in hkrati nekaj par dobrih, ki postanejo hit. Ja. In potem pač seveda ne bo pesem takoj sama po sebi hit, še en kup dela je potem na tej pesmi, izpopolnjevanja, oni delček, ta beseda, to pa še sem, to pa še tja. Tako da v bistvu s tem procesom pisanja 365 pesmi na leto, on v bistvu izbere po mojem najboljše ideje, na katerih potem dejansko dela. Kako si izbral ime tvojega albuma, ki si ga izdal, ki se imenuje Secret Place? Tudi v angleščini mislim, da je ta album izšel, ne? Ja, v bistvu so vse skladbe v angleščini. V angleščini pišem po moje zaradi tega, ker mi je dosti bolj speven jezik, zelo lažje mi steče. Mogoče tudi zaradi neke želje po preboju na mednarodno sceno, ki sem jo takrat zelo močno imel. Je pa naslov albuma v bistvu naslov naslovne pesmi. Prve pesmi na albumu, ki je tudi naslov Secret Place. Všeč mi je bil naslov, ker ta album dejansko je na nek način bil moj secret place. Zelo dolgo sem ga pisal, zelo dosti časa sem porabil pri tem. Vso glasbo sem sam napisal, vsa besedila. V bistvu so vse skladbe nastale v 9. razredu, izdal sem ga pa potem šele zdaj pa ne vem, 2. ali pa 3. letnik. Skratka, precej kasneje, ker je bilo ogromno enega dela potrebno. In ker sem dosti časa preživel v tem svojem prostorčku tega albuma, se pol odločil, da bo naslov Secret Place. Bravo. Govorila sva o kreativnosti in pred časom sem veliko predaval po šolah in med tem sem večkrat tudi pokazal en film iz TED.com, to je film Sir Ken Robinsona, ki ima naslov Do Schools Kill Creativity? Povej mi, kako se ti zdi, da je šolski sistem prilagojen za nekoga, ki je glasbenik po duši, si želi biti glasbenik? Kako te podpre ta šolski sistem ali pa zavre? Zdaj, moje mnenje je vedno bilo, odkar se spomnim, in še vedno vztrajam pri tem, v bistvu vsakič, ko nekaj novega ugotovim o šolskem sistemu, se mi samo potrjuje to mnenje, da je povsem zgrešen za mlade otroke, za mladino, ki jih sploh ne posluša ta šolski sistem. Jaz sem imel neverjetno srečo, da sem obiskoval Waldorfsko šolo v Mariboru, kamor sta me starša vpisala, kjer je okolje bilo zelo spodbudno, vedno spodbudno do kreativnosti. Tam sem gotovo razvil tudi ogromno svoje kreativnosti, skozi to, da pač je vse na šoli zelo estetsko, da se vse dela skozi estetiko, vse je lepo. Se mi pa zdi, ko poslušam tudi kaj iz pač javnih šol, tudi to, da se pač otroke številčno ocenjuje od 3. razreda naprej, je za moje pojme povsem zgrešeno in narobe. Ker se otroke, ki imajo ogromno energije, ogromno neke kreativnosti v sebi že po naravi, se posede za mizo, sedi tu 6 ur, poslušaj, kaj ti govorimo, ni spodbudno okolje, po mojem mnenju, za kreativnost, absolutno ne. Pa tudi potem v srednji šoli ne, ko v bistvu 4 leta poslušaš, to bo na maturi, to bo na maturi, to bo na maturi. Zakaj moraš to vedeti? Ker bo na maturi. To vse gre k enemu cilju,
ki je matura, in potem prideš do te mature in opraviš in je to. In grejo dijaki iz gimnazij, kjer so se 4 leta učili celico pri biologiji, vejo vse, kar je v celici, grejo v gozd in ne vejo, kaj je hrast. In ne vem, kaj je smisel potem tega. Kako bi pa ti drugače to zastavil? Jaz bi v osnovi izhajal iz razvoja otrok v osnovni šoli, iz njih samih, iz tega, da se otroci morajo gibati, da ni normalno, da vsak dan slišijo vse predmete, matematiko, angleščino, zgodovino, cel kup enih stvari na urniku, in da morajo imeti delovne zvezke že od malega. Jaz bi želel, da bi otroci pisali sami z rokami. Mi smo vedno v osnovni šoli pisali sami, ne pa da pač samo obkrožajo pa barvajo, ker to pač ne spodbuja kreativnosti, da imajo vsi isti zvezek, pa vsi ga isto izpolnjujejo. To je pač predalčkanje, po mojem mnenju. Kaj svetuješ mladim, ki naj jo morda zdaj poslušajo in imajo sanje? Kaj jim ti svetuješ, da te sanje uresničijo? Je en klišejski odgovor na to vprašanje, da pač ne obupajo nikoli, ne, karkoli pač pride na pot, ker noben izziv ni nerešljiv, ne, preko vsega se da priti, po mojem mnenju. Še nisem naletel na nekaj, kar bi bilo nepremagljivo, pa je bilo dostikrat težko. Predvsem pa niso dovolj sanje, ne, pač treba je narediti korak in dejansko proti tem sanjam delati. Čisto fizično si napisati, kdaj bo to, kdaj je ta cilj za doseči, kaj je treba do takrat narediti. Se vreči v vodo in plavati. Kako pogosto si ti pišeš te cilje, kdaj boš kaj naredil? Zelo različno, ker spomnim se, da ko je mama prišla iz NLP-ja, smo enkrat sedeli v dnevni sobi, pa nam je rekla, napišite si kratkoročne cilje pa dolgoročne cilje. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na naše delavnice, vas vabim, da napišete, da ste poslušali ta podcast, da so vam vsebine, ki jih pripravljamo, všečne, in tudi napišite, kaj še bi radi slišali v okviru naših podcastov. In jaz sem pred kratkim nekje našel dolgoročne cilje in še vedno sledim. Še vedno sem na isti poti, kot sem bil, ko sem bil star takrat 11, 12, kdaj je bilo to. Kratkoročne cilje pa si dejansko pogosto napišem kar v beležko, ker drugače pozabim, kaj moram, kam grem. Moram videti jasno svojo pot, kam pelje. Ti je bilo kdaj na tej poti težko? Ja, ogromnokrat je težko. Kaj recimo je težko? Dostikrat prideš do ljudi, ki se ti zdi, da te poskušajo namerno zavreti, ker jim ni všeč, da greš ti naprej, nekdo pa ostaja zadaj. Takim ljudem se je včasih težko izogniti, včasih sodeluješ z njimi. Jaz potem sicer, ko vidim, da gre za nek tak primer, pač ne sodelujem več s temi ljudmi. Težko je včasih pripraviti sebe do tega, da narediš nekaj, kar je izven tvoje cone udobja, pa je nujno, da narediš. Daj mi en primer, kaj je s cone udobja zate bilo ali pa je, in kljub vsemu si to naredil. Naprimer, jaz vedno tukaj povem pač primer iz tistega drugega letnika, ko sem imel en nastop klavirski, kjer bi mogel igrati cel program, skoraj 45 minut na pamet na klavir, 5 skladb je bilo in bil je zaključni koncert celega leta, vsega, kaj sem se pripravljal celo leto in celo leto delal. In to je bilo, kot sem rekel, ogromno ur na dan, ogromno pouka s profesorjem individualnega, ogromno energije, truda vloženega v to, in jaz sem vedel, da znam te skladbe odigrati tako, kot je treba. Ampak sem prišel na oder in nisem mogel ene skladbe odigrati do konca. Nekaj taktov in so možgani zmrznili in ni šlo naprej. In ni šlo več naprej. In na koncu sem šel iz odra, brez da bi doigral eno samo skladbo. In po tistem koncertu, v 3. letniku, iti na prvi koncert in dejansko igrati, je bilo nekaj najtežjega, kar sem kdaj naredil. Ker
je bilo samo v moji glavi, kaj če bo spet to, kaj če bo spet to, kaj če spet ne bom znal, kaj če nikoli več ne bom mogel nastopati normalno. Ampak potem, ko sem nekajkrat, tudi ko sem prvič šel na oder, pa je bilo okej, še ni bilo v redu, tudi naslednjič mi je bilo strašno. Ogromno krat je bilo treba skočiti potem v to vodo in iti nastopati, kljub temu, da sem vedel, da se lahko to zgodi, da lahko dobim blackout, da sem potem spet šel na oder in bil tako, okej, vse bo v redu. Mislim, kako si to premagal, da si šel sploh na oder? Mislim, da z zavedanjem, da je to moj življenjski cilj, da bom na odru in da je ta priložnost. Zanimivo je, da takrat, ko sem imel ta problem nastopati, sem imel problem nastopati samo s klavirjem, ker se mi je pri klavirju to zgodilo. S solo petjem mi ni bil nikoli problem iti na oder. Ampak ravno zato, ker mi recimo pri solo petju nikoli ni bil problem iti na oder, sem v tem, da imam s klavirjem problem iti na oder, videl tudi neko priložnost, da premagam strah pred odrom, ki se mi je naenkrat pojavil in mi je bil nekaj popolnoma neznanega. In zagotovo mi je to koristilo tudi potem pri solo petju, ker se bo tudi lahko nekoč pojavil ta strah, ampak s tem, ko sem že enkrat to premagal, vem, da bom lahko še večkrat in da ni tako hudo zdaj, ko gledam nazaj. Mislim, da sem to premagal ravno s tem zavedanjem, da to moram narediti, če hočem iti tisto stopničko naprej, ker drugače bom ostal tam. Torej, ti si imel nenehno, in spet se vračava k temu, ne, to tvojo vizijo, to, kar bi rad uresničil v mislih, ne, in ta neprijeten korak je bil del tega procesa in si ga kljub vsemu naredil. Ja. So te doma pri temu podpirali, so ti rekli, lej, se bo šlo, kaj so bile domače sugestije na tem? Ja, vedno. Tudi od profesorja za klavir sem imel neizmerno podporo. Jaz sem imel najboljšega profesorja za klavir, kaj sem ga lahko dobil. Iz vseh strani sem imel podporo. Ampak vprašanje, koliko mi je ta podpora dejansko na koncu koristila, da sem naredil ta korak, ker itak bi bilo mnogo, mnogo težje, če me ne bi podpirali, pa bi mi govorili, ne bo šlo, ali pa nekaj obratnega. Ampak na koncu je bil ta korak v meni, da sem mogel sam pri sebi narediti klik. Ker jaz sem se zavedal, da bo vse okej, tako kot si mi vsi govorili, da bo vse okej, pa bo vse okej. Ampak to narediti je pa nekaj čisto drugega. Tako da mislim, da na koncu moraš pri sebi si najbolj sam pomagati. Sam pomagati tako, da še vedno verjameš v cilj in rezultat, ne glede na to, če je bil kakšen vmesni korak neuspešen. Ja. Torej, vsem, ki nas zdaj poslušajo, spremljajo, je tvoj nasvet ta, da ne obupa. To, kar si rekel prej, da je klišejsko, pa ti se tega držiš. Torej, vztrajajte, ni vedno enostavno, Ja. je pa vredno. Absolutno. Daj mi povej, kako se vidiš v prihodnosti. Kaj je neka tvoja vizija? Če bi recimo zdaj imel čarobno palico in da bi lahko rekel, lej, to bi rad uresničil, imaš kakšen velik oder v mislih, imaš kakšno posebno? Še pred časom je bil moj odgovor na to vprašanje vedno, da bi rad igral na Ernst Happel stadionu na Dunaju. Ker sem tam poslušal Ed Sheerana, ki je bil moj idol. Kako je velik ta stadion, koliko ljudi sprejme? Mislim, da ne me držati za besedo, ampak med 60-70 tisoč ljudi. Okay. Ja, to je bil cilj pred časom, da bi pred 70 tisoč ljudmi igral. Ja. V Sloveniji to mogoče niti ni mogoče. Mislim, da ne vem, koliko ljudi gre v Stožice. Ja, ne. Gotovo ne toliko. Potem pa me je pot v bistvu zanesla v klasično glasbo, v klasične vode. Zdaj grem tudi klasično petje študirati. In sem dobil nov cilj zraven. Ne gre za povsem drug cilj, gre samo za, kako bi rekel, neko drugo varianto. In se trenutno vidim, da bi pel kot solist in v operi, na klasičnih koncertih, v klasičnih dvoranah, z orkestrom. Še vedno pa bom zraven ustvarjal svojo glasbo. In v bolj popularnih vodah, mislim, da ne bom tega pustil čisto za sabo. Še vedno pa gre to petje naprej, samo v neko še bolj specifično smer. Torej, imaš zdaj dve
smeri, ki se lahko na nek način tudi včasih prepletajo. Ja, zagotovo. Zagotovo se lahko. V bistvu se mi zdi, da če si predstavljam, sem imel en tak lijak idej, ki so vse bile povezane z solo petjem. Od musicala do čisto popularne glasbe, klasične glasbe, na eni točki me je country zelo zanimal. In vse te ideje se mi zdi, da zdaj nekako sovpadajo v en jasen cilj, ki je trenutno pač klasično petje. Dokazal si že večkrat, da ti ni težko za to delati. Dokazal si že večkrat, da če bo kdaj kakšna ovira prišla, da boš znal čez to oviro. Mislim, je možno, da je v resnici samo vprašanje časa, da boš to uresničil? Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da je zagotovo samo vprašanje časa. Jaz ne verjamem, da mi ne bo uspelo. Ker mislim, da dokler delaš proti nečemu, ni nobenega razloga, da ne bi uspelo, ker ni nekoga na vrhu, ki ti bo rekel, ne moreš priti sem. Pač ne moreš. Se mi zdi, da imajo ljudje dostikrat občutek, to je rekel en vrhunski glasbenik, multiinstrumentalist, Jacob Collier, ko sem bil na njegovem koncertu, je rekel, ljudje imajo dostikrat občutek, da ti, ki so uspeli, vejo nek skrivni recept, da vejo, da je neka stranska pot, da je nek tunel, po katerem se da priti do tega uspeha in so samo šli. Pač nihče ne ve nobene bližnjice, ne. Vsak se trudi pač po svojih močeh priti tja in če se vsak trudi, zakaj pol tudi meni ne bi uspelo. Nimaš socialnih omrežij, torej zelo si discipliniran v času. Je kakšna potencialna ovira, za katero misliš, da bi se lahko zgodila, in kaj boš takrat naredil, ko boš prišel do tiste situacije? Nočem si v bistvu miselno postavljati nekih ovir, ki bi se lahko zgodile, ker se mi zdi, da če se začne manifestirati, kaj vse lahko gre narobe, se bo to zgodilo. Jaz si poskušam vedno manifestirati samo to, kaj bi šlo prav. Odlično. Torej, ti v resnici niti ne pomisliš na oviro, ti misliš samo, kako bo šlo vse prav. Če pride ovira, jo rešujem takrat, ne bom vnaprej razmišljal, kaj lahko gre narobe, ker s tem dajem to misel nekam in se lahko odbija nazaj v mene, česar pa nočem. Torej, ti verjameš v ta proces manifestiranja Ja, in to načrtno počneš. ja. Napišeš si, kaj bi rad. Tudi na glas rečeš, kaj bi rad. V bistvu ne vem. Ne, na glas mislim, da si ne govorim pogosto. Torej, samo napišeš in razmišljaš, kako boš to uresničil, in Ja. ne razmišljaš o ovirah in ne razmišljaš o tem, kaj bi šlo narobe, ti samo verjameš in fokusiran si v rezultat. In dostikrat v bistvu si čisto, mogoče tudi nenamerno, predstavljam, kot da sem že na cilju. Kak je občutek biti to, kar si želim biti. In kak je občutek pač biti na cilju. Bravo. Kako pa usklajuješ čas? Zdaj imaš punco, imaš cel kup nekih drugih aktivnosti. Kako ti uspe v en dan v bistvu dati toliko aktivnosti in tudi koliko spiš pol? Čez leto sem spal bolj malo, kot bi moja mama rekla, premalo. Ampak če imam napisano, kaj imam v tistem dnevu, kaj hočem v tistem dnevu, mi vedno ostane tudi čas, da ga imam za sebe. Ker ima dan kar precej ur in ne zastavljam si tudi pač nerealnih ciljev. Postavim v dan toliko, koliko lahko, in probam tisto speljati. In vedno mi ostane neki čas za sebe, ker je konec koncev tudi tisti čas za sebe, čas, ki ga pač konec koncev tudi s punco preživim, ko kolesarim, ko delam karkoli, je tudi zelo pomemben čas, zaradi tega, ker tam pač možgani počivajo, tam so možgani v nekem udobju in jim je okej in se ne rabijo ves čas naprezati in zato so pol toliko bolj lahko prisotni, oziroma skoncentrirani, ko delam neko res zahtevno nalogo. Bravo. Torej, dajva samo pogledati, ker me res zanima ta tvoja strategija. Torej, ti točno veš, koliko lahko narediš, ti si zastaviš, napišeš, vstaneš kdaj?
Odvisno, zelo odvisno. Med šolskim letom sem vstajal tudi ob 5, zaradi tega, ker se je ob 6 šola odprla in smo lahko začeli vaditi. In smo hodili vaditi ob 6. To je kar pogosto na konzervatoriju. Zdaj med počitnicami pa sem imel tudi kake dneve, ko sem spal do 10, 11, pa mi je bilo čisto okej, ker sem rabil kake dni, da nisem, kako bi rekel, samo nekaj delal, ker je bila letos tudi matura in je bilo zelo naporno in potem, ko so prišle počitnice, sem rabil en čas samo odklop, ker drugače ne bi bilo več zdravo in bi si naredil škodo za naprej. Ko pa imam neki plan, pa meni ni neki problem vstajati zgodaj. Vstaješ ob 5, ob 6 si že vadil in to si lahko počel aktivno do večera. Ja. Včasih, oziroma lahko rečem, da večinoma nisem šel čez dan domov. Sem bil cel dan na šoli, od 6 zjutraj tudi do 8 zvečer. Dopoldne sem vadil, potem smo začeli pouk, smo imeli pouk, potem sem imel individualni pouk za profesorjem klavirja, solo petje, zbor, bilo že 8 že šel domov. Pol pa še slučajno, da bi kakšna naloga bila, ampak bolj tak. Zdaj, tako, ko se sliši, je to kar intenzivno. Ja, nekako sem se navadil na ta slog takrat in mi je bilo na eni točki prav smešno, ko sem en dan šel domov, ko je bilo še svetlo. Sem bil na avtobusu in je bilo zunaj še svetlo in sem gledal, ko je čakaj malo, grem domov, pa je svetlo zunaj. Kdaj, ja. Bravo. Deva kakšen nasvet za ljudi, ki naj poslušajo. Kaj je tvoj nasvet? Mislim, preživel si zdaj 19 let. Ja, in v teh 19 letih, kot te slišim in opazujem, nabral ogromno koristnih idej, tudi strategij, udejanil številne NLP tehnike v prakso, tako da pohvale tvoji mami, čestitke. Hvala. Kaj je recimo kakšen nasvet, ki ga imaš za ljudi, ki ne poslušajo? Če je problem s časom, oziroma če je premalo časa, je premalo organizacije. Si pač je treba napisati, po mojem. In pa to, da najdete to, kar radi delate. To, kar pač lahko delate iz sebe. Ker kako delamo nekaj za druge, kako začnemo delati nekaj, kar ne radi delamo, je dosti težje najti motivacijo. Dosti težje si je manifestirati neki cilj, če ga v resnici v sebi želimo neki drug cilj doseči. Pol se v bistvu to dvoje ves čas, kako se reče, izničuje, tepe. In na koncu ne prideš nikamor. Pol, ne vem, gledaš nazaj in ti je žal, da nisi takrat rajši se odločil, ne, jaz pa hočem delati to, čeprav vsi pravijo, da naj delam to, bi rad šel v to. Pač treba poslušati sebe, ne. Recimo meni je bila ena zelo težka stvar, če se še vrnem nazaj, kaj je bilo težko. Ko sem izbiral študij, sem nekako prišel nazaj v to idejo, okej, jaz moram zdaj iti nekaj študirati, ampak jaz bi rad bil v popularni glasbi, kaj naj grem študirati za popularno glasbo, da mi bo koristila. In potem, ko sem v bistvu vedno bolj raziskoval, tudi skozi srednjo šolo, klasično petje mi je postalo noro všeč, sem se zaljubil v to glasbo, obožujem to delati in je ves čas bil tam tisti cilj, razprodati Ernst Happel stadion ali pa nekaj takega. In najtežje je bilo reči, okej, še vedno lahko to naredim, ampak zdaj grem v to smer in zdaj grem v klasično glasbo, ker me to zanima, ker vem, da mi je to všeč. In mislim, da je bil to en najtežjih korakov, si reči, mogoče pa je tu neki drug cilj. Ni nujno, da si, tudi če imam 10 let isti cilj, 20 isti cilj po mojem, pa potem vidim, da mi je tu neki drug cilj, pa vem v sebi, da je tisti cilj bolj pravi za mene, po mojem ni nič narobe pustiti tistega prejšnjega cilja. Mislim, mogoče tudi ta cilj, ki si ga zdaj, nek umestni cilj, da prideš do tistega končnega cilja. Na primer, tudi absolutno recimo, zdaj če pogledamo moj primer čisto tak,
klasično petje je osnova za vsako drugo petje. Če hočeš biti dober jazz pevec, pa si prej naredil klasično petje, imaš izjemne predispozicije. Če hočeš biti v muziklu, pa si doštudiran klasični solo pevec, absolutno prednost na audicijah. Torej, nikoli ni pač neko znanje ovira, da grem jaz zdaj to doštudirati, pa bom zato kaj manj lahko tisto. Pač to so same koristne stvari, ki pridejo iz tega. Odlično. Torej, mogoče ta nasvet, ki si ga dal, ta, da se naši poslušalci oziroma ljudje, ki me spremljajo, čim več učijo, ker nikoli ne vejo, kdaj bo neko znanje jim koristno. Sigurno. Meni je bilo zelo zanimivo zdaj, ko sva začela imeti ure s profesorjem iz univerze, pa me je vprašal, a si kdaj treniral kaki šport? Nekaj mi je poskušal povedati o delovanju prepone, o tem, kako moram dihati pri solopetju. Sem rekel, ja, smučarske skoke. Je rekel, svetovno, super, točno to sem iskal. Torej, zajameš zrak, skočiš in je šel dalje z razlago skozi smučarske skoke. In dejansko, tisto obdobje, ko sem treniral smučarske skoke v osnovni šoli kot otrok in sem si pustil to za sabo in sem rekel, ok, to je zdaj neka zgodovina, nikoli več ne bom tega rabil, je prišlo prav pri solopetju. Nobeno znanje ni brez veze. Čisto vse, kar se nekje naučiš, potem nekje pride v uporabo. Bravo. Ko najmanj pričakuješ. Bravo. Je kakšno vprašanje, ki sem tega pozabil postaviti? Mislim, da ne. Janez Ivačič, meni je bilo res veliko čast in veselje. Hvala, ker si bil naš gost. Jaz se že veselim, da te vidim na tem stadionu na Dunaju. Vse, kako se imenuje? Ernst Happel stadion. Okay, Ernst Happel stadion. In mogoče, če bo naslednji cilj Copacabana v Braziliji, milijon, mislim, da sprejme milijon gledalcev, ne, bom pa še študiti. Hvala, Aleksander. Janez, vem, da imaš s sabo kitaro in ker imaš toliko lepih avtorskih pesmi, bi bil pripravljen zaigrati eno, da slišimo? Z veseljem. Odlično. Hvala. Evo, to je tvoja kitara. Nosiš vedno kitaro s sabo, kamorkoli greš? Ne, preveliki zalogaj. Sam na dopust pa vzameš s sabo, je tako? Ja, na dopustu igram zvečer na ulici, tako da. Kako so radodarni mimoidoči? Zelo. Se mnogo bolj splača, kot če bi imel počitniško delo v kavarni. Kaj to pomeni? Da je urna podstavka ene 12-krat višja. Da ne boje v številka. Kaj recimo? 120 na uro. 120 na uro dobiš, če igraš na plaži. Ja, na rivi, na pomolu. Na pomolu igraš in ljudje prijo mimo in evo. Mislim, da je tudi Ed Sheeran je tako začel, je res? Ja. Marsikdo je tako začel. Bravo, čestitam. Daj nam povej, kaj je tej skladbi, no, samo toliko. Ja, pa bom zaigral Secret Place, da slišiš. Aha, Secret Place, to je ta v bistvu skladba, po kateri nosi ime tudi album. Ne? Ja. Bravo. Felt like I was poisoned, felt like I was cursed, fallen angel knocking on my door. I opened it. Since the day you crossed my way, thought that things could be okay. Spread your wings and fade away. Nothing else to do or say. Anyway, find me in that secret place only you and I know about. Call me with that secret name that you and I know about. Can I find you in that secret place that just you and I know about? Can I call you with that secret name that you and I know about? Praying at the sunset, crying like a child. Ancient wizards, nobody can help me get you back. Then in time when I am older,
realized I should have told her, remembering like it was yesterday. Anyway, find me in that secret place that just you and I know about. Call me with that secret name that you and I know about. Can I find you in that secret place that just you and I know about? Can I call you with that secret name that you and I know about? Please find me in our safe and sacred place. Wow. Čudovito. Hvala. Komaj čakam, da bom prišel na tvoj koncert in veliko uspeha. Hvala. Moje ime je Aleksandar Šinigoj in dobrodošli v mojem podcastu oziroma podcastu, kjer modeliramo strategije odličnosti. Hvaležen za vašo udeležbo, hvaležen za to, da nas spremljate. Odličnost je nekaj, kar se lahko naučite. Odličnost je posledica vaje, treninga, dela in več, ko boste to poslušali, vadili, razmišljali, več je verjetnost, da boste to implementirali v svoje življenje. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo.